v Umetnostni galeriji Maribor in avtor retrospektive slikarja Ludvika Pandurja. Dobrodošli na nocojšnjem druženju z umetnikom, na pogovoru z umetnikom, ki smo ga poimenovali Življenje v slikah, kakor bi lahko poimenovali tudi retrospektivo avtorja, življenje skozi slike, življenje ob slikah in seveda življenje v slikah, saj slikar Ludvik Pandur ni zgolj opazovalec, ampak in ne samo posnema svet, ampak tudi veliko sebe daje v svoje slike. Ampak tokrat bomo pozornost usmerili na neke druge slike, na neke druge podobe, in sicer na fotografije iz umetnikovega družinskega albuma, tudi nekaj fotografij različnih razstav skozi umetnikovo kariero. In umetnika bom povabil, da jih komentira, opiše in z nami deli spomine iz obdobij, ki jih prikazujejo te fotografije. Zložil sem jih v neko kronološko zaporedje in predlagam, da kar začnemo na začetku. Najprej pa naj seveda v naši družbi pozdravim gospoda Ludvika Pandurja. In tako, tukaj imamo, lahko sami poveste, zakaj gre. Lahko kar povem, da sva na levi sliki, tu sem še bil kar v zelo rosnih letih, mislim, da imam eno samo leto, nič več, sva z očkom se sprehajava v okolici takrat Guštanskega, danes Ravenskega gradu. Oče je na takrat ustanovljeni Ravenski gimnaziji poučeval predmet, ki se je imenoval risanje, bil oče tudi akademski slikar. Na desni strani tu pa je že v Mariboru, in sicer je posneto sva mamca, očka in jaz. In da bi bil miren, saj nisem bil ne vem kako neskončno nemiren tudi ne, ampak mi je gospa Jana Bele, ki je takrat vodila na tisti lokaciji, kjer danes stoji urbanistični zavod za urbanizem Maribor, ZUM. Tam je bila ena nižja hiška, kjer je imela gospa Beletova atelje, fotografski. Ja. Torej, rojeni ste na Koroškem? Tako. In od svojega, tako. Ja. Od drugega leta naprej pa ste v Mariboru. Mariborčan, ja. Ampak tu so še nekaj iz... Ja, z morja, tu, na levi sliki sva z očetom, sva si upala iti pač na neko taborjenje z počitniško zvezo. Očkov kolega na gimnaziji prvi, kjer je takrat poučeval, je bil profesor Viktor Grunter, ki je vodil pač počitniško zvezo za celo to regijo, ne, in naj je nagovoril, da sva šla pač zraven. Na desni strani sva pa z mamco tu imam pa kar nekaj let več, v Piranu. Omenili ste očeta, tudi slikar. Tukaj je nekaj fotografij očeta. Tako, to je v najstniških letih oče, ko se je odločal, ne, si je tudi umetniško kravato zavezal, da bo postal slikar. In ker je pač njegov oče, ki je imel za to kar veliko posluha, pa je umrl. Za posledicami pač takrat je veliko teh mladih fantov, kot je bil moj dedek, v prvi svetovni vojni so kaj fasali tudi kakšno v teh strelskih jarkih, pa je potem čez leta se to pokazalo kot hujša stvar, in tako je ostal brez očeta in se je moral sam prebijati. Tu na desni strani pač kot mulc tudi slika nekakšno sceno za gledališko igro, to se vse pač dogaja v Lendavi. Kasneje študira v Zagrebu
tako Ja. kot potem kasneje tudi vi sami. In tukaj je nekaj fotografij iz tega obdobja, tudi nekaj imen, ki jih lahko prepoznamo. Ja. Točno. Mislim, da je tukaj, je to Mušič? Ne, to je Mušič Zoran, tako je, ja. Zoran Mušič, ki je Spredaj. bil že višji letnik, ne? Potem v drugi vrsti spodaj je oče, potem tretji, od njega je Max Kavčič, potem je Gabriel Stupica stoji tam, drugi, ki ima glavo najvišje, je Gabriel Stupica in tako naprej. Mislim, da je Marij Pregl tudi neki, ampak ga trenutno ne morem locirati. Skratka, to je bil prostor, kamor so se zatekali mladi talenti v tistem času. Ni bilo treba več na Dunaj, ni bilo treba več v Prago ali München ali kaj vem kam. Je tudi v tem prostoru bila akademija, ki je že bila stara nekaj desetletij v Zagrebu, in vsi ti kasneje so, no večina, Zoran Mušič vemo, da ne, on je ubral drugo pot, ampak veliko, recimo Gabriel Stupica ali Marij Pregl, ti so predavali na Ljubljanski akademiji, ki je bila ustanovljena pa takoj po vojni. Tukaj pa gre za obdobje med obema vojnama. Tu je obdobje med obema vojnama. Na desni sliki je profesor Ljubo Babič, ki je marsikaterega Slovenca tudi potisnil v slikarske vode dejansko in so postali potem tudi, tako kot sam Ljubo Babič, pojem. Ampak recimo veliko Slovencev je tu na tej sliki, tako da čisto na levi strani je spet zelo zamišljeni Gabriel Stupica. On je vedno kot nekakšen Japonec, on je živel tako rekoč haiku že v tistih letih, in to je pač bilo tudi v šaljivem smislu, je oče pripovedoval, da ko so šli po Ilici, na Ilici 85 je bila akademija, pa so ga morali prav pocukniti, ti Gabriel, zdaj treba pa iti not, ne? Ker je najprej en vrt, ena vrata, ograja in potem vrt, in se je šlo noter in je bilo to. Zanimanje za umetnost ste izkazali že zgodaj, tako v smislu zgodovine umetnosti, iz pripovedovanj vašega očeta, iz knjig njegovih in pa tudi za ustvarjanje umetnosti. Tukaj vas vidimo kje? Ja, tu sem pa v Piranu in to na Punti, na tistih velikih skalah, sem se razkomotil, vzel vodenke in slikal. In to je eno hišo, ki seveda kot te hiše na Punti sploh še stojijo, so očarljive, so tudi v svoji obnovljeni starosti. Takrat se je pa na Rdeči hiši, ki me je posebno mikala, se je začel luščiti omet, in to je bilo nekaj posebno zanimivega, kar me vznemirja še danes. Zanimivo, da sem ravno to hišo takrat našel. Seveda slike nimam več, ker je vrli likovni pedagog moj tisto sliko pač si sposodil, kao jo je pošiljal potem na neke razstave okoli, nikoli je nisem dobil nazaj. In tega mi je resnično žal. Z očetom oziroma z družino ste tudi veliko potovali, obiskovali muzeje, kje ste tukaj? To je pa Rim, in sicer pred galerijo moderne umetnosti, Galerija d'Arte Moderna. Bilo je zanimivo, da je geografsko niti ne 100 metrov naprej je Villa Borghese, in to tako imenovana zgradba Kazina, ki je neskončno razkošna, in notri je ena najlepših galerij sveta. To je
Galerija Borghese. In par korakov naprej je pa potem ta muzej moderne umetnosti, kjer sem pa za razliko od klasike, ki sem jo malo prej užil, sem pa tu prvič direktno iz prve roke doživel Picassa, Dalija, De Chirica, tudi prvo tako radikalno abstraktno sliko Alberta Burija, Velika vreča ili Gran Sacco. In me je fasciniralo, kako je v bistvu ta minimalizem bogat. Kako je tisto Jutovčevo platno, ki je bilo tam razpeto na pač kako deluje. In ne pozabimo poudariti, da ste tukaj stari 12 let oziroma Tako je, nekaj takega ja. in ste tam skrajno desno. Skrajno desno, ja. Ja. Tukaj ste v gimnazijskih letih. Ja, seveda, to je matura, ne. Kaj ste v gimnazijskih letih razmišljali o poklicni usmeritvi, o življenjski usmeritvi? Ja, v gimnazijskih letih je bila odločitev dokončna. Prej sem malce razmišljal celo kot zgodnejši najstnik o kemiji, da je pokalo po hiši, da sta ali oče ali mati pritekla in kaj pa zdaj, ne? A se je sinku kaj zgodilo, da ne budemo ali ne? In na srečo se nič ni zgodilo. Potem me je veselila recimo književnost, ne, in jeziki in tako naprej. Po enem od potovanj po Italiji pa seveda je bila odločitev drugačna. Takrat sem pa za prmaduš se odločil, da bom pa slikar. Oči zdaj pa kocka padla, zdaj pa bi až to šel študirati, ne. In odločili ste se za študij, to še iz tega, to je še vredno? Ne, to je pa kasneje, tu sem pa študent. Tukaj imamo, ja. Ja, Ste se odločili torej za študij v Zagrebu? Za študij v Zagrebu, ker sem si mislil, dobro, zdaj vsi ti, oziroma večina profesorjev na Ljubljanski akademiji, veš, oči je bilo to so tvoji kolegi. Jaz ne bi rad, da bi zdaj tu izpadlo, kot da sem jaz tu nekih posebnih protekcij nikoli nisem maral. Se rekel, grem jaz k samemu izviru. Sicer sem doživel v Zagrebu, ne, sicer sem tam doživel samo enega profesorja, ki je predaval mojemu očetu, starega profesorja Omirja Mujadžiča, imenitnega slikarja in risarja, in to je bilo pač zanimivo, ne, ampak v prvem letniku pa nam je predaval, tu smo ravno v prvem letniku, in nam je predaval Ljubo Ivančič, profesor, ki je bil zaprisežen abstraktni slikar, ampak nas je pa tako zdrilal v renesančnem načinu gledanja, kot tudi v modernem načinu. Tako da smo izgubili tisti občutek, to je stara umetnost, to je nova, ampak kar je bistvo, nam je dopovedal, kaj je likovna umetnost, da je to izvirna umetnost z izvirno govorico. Zato ste tudi kot študent, ampak doma v Mariboru? Doma v Mariboru, v dnevni sobi je pač oče imel atelje, težko je bilo za atelje dobiti in pač v tem okolju so tekle tudi z očetom neskončne debate, včasih do jutra tudi. To je v ozadju njegova slika? V ozadju je njegova slika, folklorna skupina, ja. Vi pa slonite na? Jaz pa slonim na eni skulpturi očetovega dobrega prijatelja, Aleksandra Šultajsa. To je bil slikar, je deloval v hrvaškem prostoru, v Čakovcu, in sta bila do konca zelo dobra prijatelja, še iz
akademije. In ta glava je še danes z vami, ne? In ta glava je še danes, jo imamo v eni od sob doma. Tukaj tudi študentski čas? Ja, to so tudi študentski časi, tako gasilsko smo si privoščili. Kateri letnik je to? Oziroma, To to je je- dodiplomski študij? To je dodiplomski študij, to je prvi letnik, letni semester. Potem kasneje pa ste se pridružili mojstrski delavnici Hege Dušičevi. Ja, to je bila posebna oblika podiplomskega študija, kjer je bil natečaj. Nisi mogel kar tak priti. Moram reči, da je ta študij bil zanimiv zaradi tega, ker je mentor, ki ga vidite na sliki, pač Skoraj desno. zgoraj desno. To je bil akademik profesor Krsto Hegedušič, ki je okoli sebe zbiral na začetku, te mojstrske delavnice so po renesančnem vzoru, kar zadeva ime, ampak nikakor ne po renesančnem vzoru glede vsebine, so bile ustanovljene takoj po vojni. Na Slovenskem je, ko je bila akademija ustanovljena, se pravi v Ljubljani, je imel en edini je bil Slavko Pengov, profesor fresko-slikarstva, tudi avtor fresk v Vili Bled. parlamentu. Pa v Vili Bled. Ja, tudi tam, ja. In je imel edini to mojstrsko delavnico, ki je pa potem z njim usahnila tudi. V Zagrebu so pa kar bile, je bila arhitekturna, je bil arhitekt dr. Drago Galič, potem je bil Frano Kršenič za kiparstvo, je bil Vanja Radovž za kiparstvo, tudi Anton Agustinčič. Za slikarijo je bil pa Krsto Hegedušič, ki je toleriral okoli sebe tudi malo premišljeno same abstraktne slikarje na začetku, pa potem pop artiste, recimo. Miroslav Šutej je bil dejansko v tem takrat jugoslovanskem širšem prostoru pač ena verzija tistega, kar je bil Viktor Vazareli v svetu. In je tudi začel v tej mojstrski radionici. Potem Marina Abramovič je tale dama tu. Na sredini levo, recimo. Na sredini levo, ja. In tako naprej je ta dva, ki ležita spredaj, Zlatko Kazdarič, Ratko Janič in tako. In v času delovanja na v okviru mojstrske delavnice ste imeli tudi svojo prvo razstavo v Mariboru. V Mariboru, v magistratu, se pravi v starem salonu Rotovž. To je fotografija z te razstave? In to je fotografija z te razstave. Okay. Potem ste kmalu zatem, naslednje leto, je tako? Ja, naslednje leto jeseni. Potovali tudi v Pariz in London. Pariz in London. In to je pač posnetek za Victoria Station v Londonu. Kaj naj še govorim? Kakšno je bilo doživetje tega potovanja? Ja, doživetje je pa bilo neskončno. Doživetje vseh teh, takrat še sicer centra Pompidou ni bilo, Bobor še takrat ni stal, ampak so takrat že podrli en lep kos trebuha Pariza, to so bile tako imenovane hale. In jaz sem še za rep ujel to doživetje, da sem ena slika še predstavila prizor tamle na začetku v prvem prostoru razstavnem, pričujoče razstave, je en prizor iz hal, tako imenovanih pariških. Ampak muzeji, pa Francis Bacon, pa to vse, mislim, tam sem prvič videl te
mojstrov v tako velikem obsegu, potem v Londonu, takrat še v Tate Gallery, ni bila še Tate Modern, še ni stala, ampak je bila vsa moderna umetnost na Milbanku, v takratni Tate Gallery. In to je bilo polno vsega, polno vtisov sem se vrnil in sploh je bilo. In v prvi polovici 70-ih pa se potem vrnete tudi v Maribor, Ja. iz Zagreba, in se recimo tukaj so neki prizori iz združenja oziroma iz letov Društva likovnih umetnikov. Ja, Mislim, da je Beograd tu levo. ja, to je nekaj takega, ja. To mislim, da je iz našega arhiva, če se ne motim. Ja. Ja. Tole je lendavska kolonija, likovna kolonija v Lendavi, ja. Tudi zelo veselo nam nazdravlja Lojze Logar. Bomo kasneje še srečali, mislim, da na enih fotografijah. Ja, gotovo, Ja. seveda. Pa Zdenko Huzijan, pa tale spredaj gospod z očali in bradico je Ljuboš Krnjug, edini profesor, ki sem ga kdaj srečal na kakšni koloniji iz Zagreba. Ne. In v Mariboru, to je iz ene razstave v razstavnem, oziroma zdaj že novem razstavnem salonu Rotovž, to je iz leta 89, mislim, da. Ja, takrat je bila razstava, ki jo je kurirala gospa Bledajlih Klančnik. In Tu vidimo nekaj iz mitološkega cikla. To je bil v glavnem pretežno mitološki cikl, tu razstavljen na tej razstavi. Torej nimfo Driado vidimo tudi Tako na tej vidimo razstavi. tudi na tej razstavi, tako je. Tu še en pogled na razstavni salon Rotovž. Tako, v spodnjem prostoru, to je zdaj studio UGM. Ja. Veliki formati so bili spodaj. No, v Mariboru pa začnete tudi predavati na akademiji, oziroma pedagoška akademija, ki kasneje postane pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru. In kasneje postanete tudi redni profesor. Ja. Kako ste doživljali ta poklic? Moram reči, da me je bilo strah, kaj bo pa z mojim slikarstvom, kaj se bo zgodilo, če bom preveč okupiran s tem pedagoškim delom. Potem me je pa vse skupaj začelo veseliti in moram reči, da je bilo to lepo obdobje življenja. Skozi vašo šolo je šlo ogromno število študentov, nekateri izmed njih so postali tudi sami umetniki in recimo na aktualni razstavi Made in Maribor, drugi del, je kar nekaj avtorjev, ki so šli skozi vaš pouk. Kako se srečujete z svojimi bivšimi študenti? Ja, moram reči, da so ta srečanja lepa, da so ta srečanja bogata, velikokrat tudi vsebinsko, če je le čas. In je to lepa izkušnja, ki je bila pravi študij, mislim, študij je vedno, kot je rekla dr. Marjeta Ceglenečki, moja kolegica iz tega časa, umetnostna zgodovinarka, ki je nekoč ob eni moji razstavi otvoritvi na Filozofski fakulteti. In to mislim, da je Flora se imenovala razstava, so takšni motivi bili tam razstavljeni. Je rekla, namreč študij je dvosmeren proces. Daješ in dobiš. Svoje študente ste podkovali tako v teoriji kot praksi. Pogovarjal sem se z nekaterimi vašimi študenti, ki so opisovali, kako ste opazovali, kaj počnejo, jih poklicali v kabinet in jim razdelili
razne kataloge, monografije. Hkrati pa vas tukaj vidimo v vašem ateljeju, torej ste študente povabili k sebi v delovni prostor. To je pač bila praksa, da sem vsak letnik enkrat vsaj povabil v atelje, v svoj delovni prostor, da so doživeli pač to, da so vstopili v učiteljevo neposredno likovno prakso. To sem hudo učeno povedal, je pa bilo zelo lepo. In študentje so vas tudi spremljali kasneje, vas podpirali, tukaj so vas prišli obiskati na otvoritev oziroma na eno razstavo, ki ste imeli v Münchnu. Ja, celo prišli so za menoj v München in to je pred vrati Kunstpaviljona in pa v samem Kunstpaviljonu, ker sem imel med drugim tudi razstavljena dela iz mitološkega in pa tudi beneškega cikla. In krasno se ujemate z slikami. Ja, pa res, ja. So tudi barve take podobne. Potem še, torej, ob tem, da poučujete, tudi ogromno razstavljate v Sloveniji in po svetu. In zdaj imam, mislim, da nanizanih nekaj takih fotografij iz različnih razstav, če bi mogoče povedali, zakaj gre. Ja, tu gre za razstavo, ki jo je odpiral od desne proti levi drugi. Jaz sem pač prvi od desne proti levi. To je pokojni dr. Ivan Sedej, umetnostni zgodovinar, ugledni. To je razstava v Ljubljani v razstavišču poslovne zgradbe Smelt. Ta razstava je pomembna zato, ker je moje slikarstvo takrat postalo svetlejše. To je bilo, no, ne ravno čez noč, ampak merjeno s slikarskimi vatli, pa bi lahko tako rekli. Tako da nekje z eno nogo je še v svetu mitologije, z drugo nogo pa v svetu pomladi, preporoda, ponovnega rojstva, sveta in vse, kar kipi in muhti. In kot eden rezultatov tega srečanja tudi prišlo je kar lepo število uglednih slovenskih intelektualcev, med drugim tudi dr. Milček Komelj, ki je na podlagi tega potem napisal oceno, ki me je spremljala potem v Ameriko tudi, ko sem imel v Montclairski univerzi razstavo. Tukaj zdaj, da vidimo Sveti Jurij, je to, oziroma kaj je ta konjenik tam zadaj? Ta konjenik je v bistvu, ja. Ker tega, ta je v Ameriki. To je, ne, ta pa ni v Ameriki končal, ampak ta je kar v ateljeju na Majstrovi ulici in o priliki. Kar bom z veseljem pogledal. Celo enkrat ste vrgli pogled. To je taka okorna, to je tak okorn prevod formulacije, ki je v enem drugem jeziku, recimo hrvaškem, veliko bolj spreten. V slovenščini je neskončno okorn, bacili pogled, ne? Ni nič hudega, če rečemo vreči pogled, je že malo huje. Ne? In smo pa hitro pozabili na to, ker sva imela pa druge slike sva preferirala. Mogoče najprej gremo k tem, ko ste omenjali te svetle slike. Tukaj je razstava iz leta 1996 v prostorih Umetnostne galerije in to je ravno ta velikonočni pomladni cikel. Ja, to je ta velikonočni pomladni cikel, ki je pa bil predtem razstavljen ravno na Montclairu. No, potem pa gremo v ZDA. Tako da lahko vrnemo slike nazaj. In sicer tu sva z mojo življenjsko sopotnico in pa z hčero Ano, ki je bila takrat najstnica in
in sta posnetka z Manhattana. Takrat ste tudi razstavljali tam? Takrat sem tam tudi razstavljal, ja. In to je ravno v razstavnem prostoru Montclairskega School of Art, to je Montclairska akademija za likovno for fine and performing arts, se pravi da za likovno in predstavitveno umetnost, tako da to je pa na levi strani s kapo je dr. Lorenzo Pejs, vodja galerije, potem je zraven je dr. Caracciolo, Jerry, ki je bil vodja projekta, ki je bil prodekan, potem je moja malenkost, moja soproga, od leve proti desni, potem je dekan School of Art je dr. Jeffrey Newman in pa profesor vodja oddelka likovnega, to je bil pa profesor John Luttrop. No, torej, po vrnitvi iz New Yorka imate tudi to razstavo, tu smo zdaj v tem prostoru, ja. Kjer vidimo ravno newyorški cikel tudi. Ja, tako. Ja. Tako. Zanimivo, da sta tudi ti dve sliki zdaj ravno tudi razstavljeni. In tudi te slike, razen tiste pokončne na levi strani, ki je pač nima več. Pač je treba živeti in to nekakšno to iti, ne. Drugače tak ni prostora, ne. Se ne moreš vsega tega imeti doma. So imeli ta privilegij, da so prikazovali zgolj recimo 10-5 let vašega ustvarjanja, tako da je lahko postavljeno veliko bolj zračno, kot je ta trenutek, ne? Ste tako, moram posebej vam izreči pohvalo. Ste odlično speljali zadevo z ozirom na to, da je vsega grozno preveč. Potem pa pride Španija. Ja, to je Madrid. To je v starem Madridu je še nekaj arhitekturnih detajlov, ki pričajo o starosti stavbe nekje iz konca 16. začetka 17. stoletja. To je ena zelo ljubka, intimna galerija in tudi sliko Jesenika lahko vidite in pa tudi na desni strani en tak prizor, sliko, ki je tudi na tej razstavi razstavljena. To je v ulici Santa Maria v samem srcu starega Madrida. Za Španijo ste globoko povezani, tja ste potovali že v 70-ih in potem tukaj na prelomu stoletja večkrat, tisočletja tudi, ja, večkrat. Tako, leta 78 sem prvič obiskal Španijo in takrat me je neskončno prevzela. Vedno sem sanjal o tem, da bom nekoč to Španijo obiskal. To, kar se očetu ni nikoli posrečilo, sem pa jaz to Španijo vendarle videl in doživel zelo globoko. Očetu je namreč in generaciji Španijo sugeriral profesor Ljubo Babič, en redkih v času v 30 letih prejšnjega stoletja. In je takrat že navdušil in Zorana Mušiča in hrvaškega slikarja, no, zdaj se bom spomnil, da je že malo Tante Roza Nagaja, Zlatka Šimunoviča, da sta obiskala Španijo in se vsa navdušena vrnila. In v vsakem od obeh teh mojstrov, enega velikega slovenskega, pa enega velikega hrvaškega mojstra, je ta obisk Španije tudi pustil neizbrisen pečat. In seveda to je name tudi vplivalo in najprej je bila razstava
potem pa je temu sledila še kolonija na Sinjem vrhu in nekateri ljudje, ki so bili takrat na moji otvoritvi v Madridu, dva sta prišla potem tudi v naše vode in me je potem mojster Manolo Sanz Mesija povabil na zanimivo kolonijo na severu Španije, v Biscajskem zalivu. To je ena lokacija, ki se popolnoma razlikuje od tiste Španije, kjer je flamenko, tablao flamenko, pa kjer so Torremolinos pa vse tisti kilometri dolgočasnih plaž, ali pa, kaj vem, kakšne pretresljive sledi maurske, se pravi, pa romanske, gotske umetnosti, tega tam na tem severu ni toliko. Tam je samo en kraj, ki je tako neskončno interesanten, to je Santillana del Mar, in to je pa ta kraj Noha, je pa taka turistična meka, ki je bila v tistem času kolonije zaželena. Tam se bomo kopali, tam se bomo lepo imeli, nič od tega ni bilo. Smo sicer bivali v palači in to je bivši, ki jo je pač Marquis de Albaicin prodal občini, ker mu je denarja zmanjkalo. In je občina tega mesteca Noha dalo to na razpolago pač podjetnemu gospodu Manolu Mesiji, ki je pa potem seveda tu ustanovil kolega kipar je to in tudi slikar, ki je pa začel organizirati tu likovne kolonije, tako da smo dejansko stanovali v palači s starim pohištvom, še strašilo je. Ena bakica je prihajala nas strašiti po noči. Ne mi reči, Ludvik, da je tudi tebe obiskala, ampak jaz gledam roke v ogenj, da ni. No, to pa je ena druga kolonija, tudi zelo lepa, veliko bliže. To pa je kolonija v Ljubljani, v Križankah. V času Ljubljanskega festivala Križanke je 2002. leta, se pravi istega leta, kot je bila kolonija v Noki, je bila tudi zelo lepa kolonija v Ljubljani. In tu so me posneli v Križevniški cerkvi. Smo morali paziti, ker je bila ravno denacionalizacija, da ne bi kaj popackali. In to je tak en smešen spomin na to, da pač sem zelo pazil, pa nisem packal in lepo disciplinirano na malo ti dve malo manj disciplinirani sliki, kjer me je ta notranjščina cerkve zgodnjega 18. stoletja navdihnila in tudi Altomonteva predstavitev svetega Jurija, ki ubija zmaja, in to je meni neskončno blizu tematika. Sliko s takim naslovom sem tudi pač prodal na Montcleru, Sohotni med. Pol je pa moja soproga rekla, ja, kako to ste hoteli imeti to sliko, zdaj pa, a jo boste kupili zdaj, ko smo jo pripeljali. Tega jaz nikoli ne bi upal. Ja, in potem je bilo to tako, da je svet Jurij ostal v Združenih državah, in jaz pa sem tu. No, to je pa v Švici. S kolegom, že pokojnim žal, siriškim slikarjem, sem imel takrat v bližini tegale razvpitega Sankt Morica v Münstertalu
v muzeju Valčava eno lepo razstavo, precej, kako bi rekel, inštalatorno postavljeno. Ne. To je en star kmečki dvorec in je vse skupaj zelo lepo igralo. No, to je pa Sinji vrh. Je to tudi tam? To je tudi tam na Sinjem vrhu, to je res eden najlepših kotičkov Slovenije. In neskončno ustvarjalno vzdušje. To pa je drugje. To pa je v Lendavi. Sva z Lojzetom Logarjem. To je en kmečki turizem. Ne, točno. Ki je to locirano pod samo Sveto Trojico nad Lendava. Ne. To je pa spodaj v dolini. Smo imeli, pač smo bili pridni, pol so nam pa privošli na zabavo. Tudi. No, zdaj sem pa jaz že lani ob pripravah na to retrospektivo, Ja? kjer vidite, kako smo lepo bili pogoščeni vsakič. In tudi tukaj lahko demonstriramo vašo veliko ustvarjalno moč v tem času. Tukaj vidimo nekaj primerov iz Pariza, pariškega cikla, prehajanja. Drži. Tako. Pa zanimiv mi je tudi ta zaslon, ki je v tej fotografiji, namreč tudi vaši cikli se nekateri imenujejo lebdenje zaslonov. Lebdenje zaslonov. Ja. In tu v tem zaslonu je še en zaslon, namreč slika in še nekaj drugih. Ne, v enem kotičku, to smo tudi malo spremenili, ne, ker nekatere slike so razstavljene na pričujoči razstavi. In tako smo tukaj Ja. danes. Pri koncu današnjega pogovora sledijo še vaša vprašanja. Vsekakor pa ne pri koncu vašega ustvarjanja in vašega razstavljanja. Namreč že pretekli petek ste imeli novo otvoritev razstave v Celju. Ja, nekje v naslednjem prostoru, najbolj centralna prostora gotovo ima UGM ali še kakšnega. To je Stebrišna, kjer smo, in pa Viteška. Ne, v Viteški je ta en zadnjih ciklov, ki pa ni zadnji. Ne. To so prehajanja v glavnem na veliki čelni sceni. Od takrat sem še imel nekako, poznate selfije. Ne. To so sence, v bistvu monologi nekakšni, samogovori. Ne. Veliko se v tem covidnem času res nismo mogli in niti smeli družiti. In je nekako ostal pač dialog s samim seboj, bolje rečeno monolog. Ne. Mogoče so bili kdaj monologi, so recimo značilni za kakšnega baročnega svetnika. To recimo v Pokrajinskem muzeju imamo kup takih, ne. Ampak to je bilo pa nekoliko bolj tragično podslikano, ti monologi, ampak so pa pričevanje v enem času. Ne. In to najnovejše sem pokazal tudi v Celju. Hvala, da ste delili z nami te spomine, izkušnje, to zgodbo. Naj vas povabim, da gospoda Pandurja kaj vprašate. Pa bom prvo vprašanje kar postavil sam. Omenjali ste to covidno obdobje. Zdaj se zdi, da se premikamo iz njega. Se bo to nekako poznalo tudi v vašem slikanju? Ja, gotovo, da se bo na določen način poznalo. Smo pa
ne bom rekel zdežja pod kap, bi zvenilo zlovešče, ampak obdajajo nas in živimo v, kako bi temu rekli, čudnih časih. To so čudni časi. Je treba verjeti v preživetje, v dobre stvari. Kreativno misliti in pač delovati. Moram reči, da imam nekatere nove zamisli, da nastaja nov ciklus, da se bo zdaj gotovo nekoliko spremenil. Pač bomo videli. Hvala lepa. Hvala. Če bi se želeli pomakniti skozi katere fotografije, kakor želite, kakšno vprašanje. Ja, najlažje, če lahko odgovorim, najlažje je to primerjati z nekakšnim verižnim uvodom pri ročnem delu. Temu rečemo lepo slovensko ketništih. In dejansko je to proces, odkar pomnim. V meni se nalagajo stvari. Jaz imam kontakt pač s svetom, ki me obdaja. In z ozirom na ne preveč izraženo, v bistvu na pomanjkanje neke sociopatije, se jaz samo umaknem, kadar je proces odreagiranja na svet okoli mene. To pomeni, da je še kako človeški stik pomemben. Zato je tudi toliko silovitejši bil odziv na pomanjkanje tega stika, ki ga lahko potem vidite v Viteški dvorani na Črni steni. Ampak na začetku, že v tistih prvih, v prvem prostoru, kjer je to začetno obdobje moje predstavljeno, smo pa lahko priča temu neposrednemu, preobljudenemu, presocializiranemu stiku, ki pa hkrati pomeni strašno osamljenost. Dogajanje, ne bomo zdaj krivca iskali, čim bolj osamiti. Zadnje čase so nam tudi dali ogromno tehnologije nove, da bi dali mir. To je seveda potem se čuti, čeprav nikoli tako zelo neposredno. Ker vendar sem moral paziti na to, da sem tudi, kako bi rekel, prevedel tisti neposredno doživetje, neposredni stik z ljudmi v slikarsko govorico, ki pa ni naštevanje dogodkov, to ni naštevanje dogodkov, ampak je vse to, kar so dogodki in stiki, izraženo v ploski, barvni ploski črti, znaku. Nekateri umetniki so precej sramežljivi glede predstavitve svojih del,
Vi pa svoje dela radi delite z občinstvom tako v smislu razstav, pa tudi v zadnjem času na družabnih omrežjih. In me zanima, če dobivate in če imate radi odziv ljudi, občinstva na vaša dela. Zelo dobro vprašanje. Ja, gotovo je tisto, kar je Prešern lepo apela, ne? Izluščil, da se je maščeval pač Jerneju Kopitarju kot genialnemu lingvistu in pač ne pa kreativcu. Ne. In gotovo pa se začne zgodba tako, da apel podobno na ogled postavi. Se pa ne morem sam živeti svojo umetnostjo. Ne. Odziv je tisto, zaradi česar je to tukaj. In gotovo, da ja, da je nekoč inženirka kemije, že pokojna gospa mi je rekla, je komentirala, pač ko sem kot najstnik kazal svoje risbe. Vsak umetnik, vsak slikar rad visi. To ne pomeni tisto, da sam na štriku, ampak kako drugače, ne? Da je rad predstavljen s svojimi deli. In je bilo vedno pač zanimivo. Od začetka sem bil pač, joj ne, samo ne mi gledati, ne mi za hrbtom mi komentirati, tu pa čez ramo gledati, prosim, ne. Pa se je to počasi, hvala Bogu, zgubilo. Ja, danes me je z blagajne klicala naša Aleksandra in je rekla, Jure, kje naročamo mi knjigo vtisov, ta bo kmalu polna. Namreč vaša razstava najbolj polni strani se mi zdi. Mislim, da imate veliko sledilcev, ljudi, ki jih zanima vaše slikarstvo. Je pa zanimivo, da se pojavljajo različni pogledi na različna obdobja in nekaterim so bližje recimo vaše zgodnje slikarstvo in pravijo tukaj na koncu, da to pa ni v redu. Medtem ko eni so pa zaljubljeni ravno v to vaše čisto zadnje. V te packe. Ja, ja. Eni mi packe, eni ne mi. Ja, gotovo, da je to ne samo vsake oči imajo svojega malarja, to je tako že v osnovi, ne? Ampak tudi drugače je, smo različni tipi, ne samo kaj nam je ljubše, ampak eni raje beremo, eni raje hodimo v gledališče, eni pač radi tudi sami kaj mažemo, kakorkoli že. Smo zelo različni, eni smo zadovoljni, če samo glasba, ne? Tako da, ali ples ali karkoli, ne? Tako da to je pač z ozirom na afinitete. Gotovo boste hoteli umetnika še kaj sami vprašati. To sledi, hkrati pa naj napovem, zdaj upam, da vas ne bom presenetil, ampak čas mislim, da imate, ker imava vodstvo skupaj naslednji konec tedna, 19. marca, to je dan pred zaključkom razstave, ko bomo po vodstvu priredili še neke vrste zatvoritev, druženje, tokrat bomo lahko nazdravili s penino, tako da vsi vabljeni tudi takrat, 19. v soboto, ob 11. imava vodstvo in potem ob 12. in nekaj sledi druženje. Tako da to je za danes vse in se vidimo prihodnjič, zdaj pa še mogoče imamo enih 10 minut, da se še malo podružimo. Hvala.